Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci podkastov Gospodarske zbornice Slovenije v novem podkastu Poslovni nasveti. Če so zadnje tedne v slovensko javnost prihajale predvsem novice o zmanjšanju gospodarske rasti, pa eni najvišjih davčnih obremenitev plač med OECD državami, pa je letošnje leto kljub vsemu zaznamovano tudi z dvema pozitivnima premikoma Slovenije, in sicer s polnopravnim članstvom v dveh pomembnih mednarodnih organizacijah, v Evropski vesoljski agenciji oziroma ESI ter Evropski organizaciji za jedrske raziskave CERN v Švici. Na obe organizaciji predstavljata za slovensko gospodarstvo izjemno priložnost tako z vidika raziskav in razvoja kot potencialnega sodelovanja podjetij z obema organizacijama. Slovenija je postala polnopravna članica CERN-a nedavno, 22. junija, slovenska zastava pa bo v CERN-u zaplapolala 3. julija. Kakšne so priložnosti za slovenska podjetja, na katerih področjih in kaj morajo izpolnjevati podjetja, ki se želijo potegovati za poslovanje s CERN-om, pa tudi o tem, kako to sodelovanje lahko vpliva na siceršnje delovanje in uspeh naših podjetij. O vsem tem z našima današnjima gostoma. Najprej Nejcem Gornikom, prokuristom iz podjetja Elgoline, ki že vrsto let sodeluje s CERN-om. Lep pozdrav, Nejc. Pozdravljeni. In na drugi strani z Marjano Majerič, izvršno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, odgovorno med drugim tudi za področje internacionalizacije slovenskih podjetij. Marjana, lep pozdrav v studiu. Pozdravljen. Marjana, morda začniva midva. Zakaj je sodelovanje s CERN-om, pa tudi ne nazadnje ESO, tudi eno od podjetij, ki zastopa Nejc, sodeluje z ESO. Zakaj je to pomembno za slovensko gospodarstvo? Zdaj, veliko ljudi ob omembi organizacij, kot sta CERN ali ESA, seveda najprej pomisli na znanstveno fantastiko ali pa na neke vesoljske orbite. Torej, predvsem nekaj oddaljenega, kar se dogaja v teh laboratorijih, ali pa nekje v vesolju, ampak resnica je, da gre za zelo konkretne, zelo realne priložnosti za slovensko gospodarstvo in to za tista podjetja, ki so seveda pripravljena igrati, če rečem v žargonu, športnikov v prvi ligi. Zdaj, sodelovanje s CERN-om in ESO pomeni, da se slovenska podjetja vključujejo res v najzahtevnejše tehnološke projekte na svetu. To sta tudi dve okolji, ker ni prostora za neko povprečnost, ampak lahko sodelujejo predvsem podjetja, ki dosegajo izjemno kakovost, natančnost, inovativnost in pa seveda tudi kreativnost v razmišljanjih. In ko si enkrat tam, si seveda v neki elitni dobri družbi. Zdaj, za naše gospodarstvo je seveda po eni strani to zelo velik prestiž. Gre seveda za dejanske priložnosti. Podjetja lahko kandidirajo na te redne razpise, sodelujejo tudi v večjih, manjših pogodbah. Kar je pa najbolj pomembno, gradijo ključna partnerstva in seveda še bolj pomembno vstopajo v mednarodne verige vrednosti. Seveda je v resnici to tudi ena od najbolj učinkovitih poti za internacionalizacijo slovenskih podjetij, kajti če si enkrat v tej eliti, pomeni, da tudi ti na drugih področjih, na recimo temu normalnem trgu, vsebine in pa tovrstne reference zelo veliko pomenijo. Pa predvsem pomagajo. Zdaj, zanimiva je tudi številka, ki se mogoče ne toliko pogosto omenja, veliko pa pove, da po podatkih Evropske analize za vsak €1, ki ga država vloži v članstvo ali ESE, pomeni 4 do 8 evrov učinka na gospodarstvo. In podobno seveda velja tudi za CERN. Torej, tukaj ne govorimo samo za nakup tehnologij ali pa storitev, tukaj gre predvsem za multiplikatorje znanja, zaupanja in pa seveda tudi prepoznavnosti. Zdaj, ena od podjetnic, ki že sodeluje s CERN-om, je pred kratkim rekla, ko enkrat delaš za CERN, te začnejo poslušati tudi drugi in to je
je tudi res in to je tudi priložnost za naša podjetja. No, o tem bomo še več potem tudi z Necem spregovorili, kakšne priložnosti so se njim začele odpirati z sodelovanjem z obema organizacijama, predvsem pa danes seveda govorimo o CERN-u. Ampak Marjana, če so nekoliko bolj še konkretna, na katerih področjih imajo recimo slovenska podjetja priložnost sodelovati z CERN-om in za katera podjetja je to sodelovanje lahko še posebej neka odskočna deska, v katerih branžah? Zdaj, če želimo sodelovati s CERN-om, recimo velikokrat, ko se pogovarjamo z ljudmi, seveda, ko smo delali tudi promocijo in za vstop Slovenije v CERN in v ESO, moram poudariti, da te novosti niso zdaj za nas, glede na to, ko se je vlada začela sploh pogovarjati, ampak mi na Gospodarski zbornici to že 40-50 let s tem se ukvarjamo. Tudi takrat, če ko je bila Jugoslavija, smo mi kot Slovenija zelo, takrat, ko je Jugoslavija v CERN vstopljala, smo mi tudi zelo veliko na Gospodarski zbornici na tem področju dali. Torej, tam ni samo zato, da imajo samo priložnost doktorji znanosti, ampak tukaj tudi noben te ne vpraša po neki diplome, tam gre res, da pokažemo rešitev. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker seveda imamo CERN po eni strani sinonim za znanost na najvišji ravni, seveda po drugi strani pa CERN tudi majhno mesto, ki potrebuje tudi druge vsebine. Ampak zdaj, če sem bolj konkretna pri priložnostih, ki jih mi vidimo, katera so tista področja, seveda je to strojna obdelava in pa mehanske konstrukcije, kjer seveda podjetja izdelujejo na primer kovinske nosilce, ohišja za detektorje, za to mikronsko, najbolj precizno z najbolj preciznimi meritvami, torej elektroniko, mikrosenzorje, zlasti visokofrekvenčne naprave, tudi prilagojena merilna oprema. Seveda informacijska tehnologija tle, ali pa tle mimo tega ne moremo iti. Gre pa predvsem, pride v poštev ti rešitve za nadzor sistemov, kibernetska varnost, visoko zmogljivi računalniki, pametno upravljanje podatkov, ta big data in pa seveda umetna inteligenca. Po drugi strani pa seveda so to bolj specializirane storitve in inženiring, kot so neki vakuumski sistemi, hladilni sistemi, laserske tehnologije, pa tudi napredni materiali, ki seveda zdržijo te visoke temperature, napetosti in pa seveda predvsem ta izolacijski del za ognjevzdržne obloge in pa tudi druge nišne industrijske komponente. Zdaj, tisto, kar je pri tem najbolj spodbudno, pa je to, da CERN in ESA namerno iščeta tudi mala in srednja velika podjetja. Zakaj pa to? Zaradi tega, ker so res majhna podjetja agilna, specializirana, hitra so tudi pri razvoju, predvsem teh nišnih rešitev, in kar je najbolj pomembno, so tudi bolj inovativna kot neki večji sistemi. Pa mogoče, če samo povem, da glede na to, da imamo 13 regijskih zbornic, ki vsako leto že skoraj 30 letja skrbimo za pregled, kaj se dogaja na tem inovativnem parketu Slovenije, vidimo, da res je tukaj velik potencial Slovenije in mislim, da bi bilo škoda, da ga ne bi izkoristili. No, s CERN-om sodeluje že, mislim, da okoli 50 znanstvenikov iz Slovenije, oziroma slovenskih znanstvenikov, ki delujejo v CERN-u, pa tudi kar nekaj že slovenskih podjetij, že sedaj, ne? Koliko je teh podjetij, s čim se ukvarjajo? Zdaj takole, za sodelovanje, kot sem že rekla, pomeni to sodelovanje izjemno odskočna deska, predvsem za ta tehnološko-inovativna podjetja, ki že delajo z zahtevnimi naročniki, predvsem iz industrij, kot so avtomobilska, farmacevtska, energetska industrija, seveda IKT. Seveda ta podjetja so tista, ki želijo tudi narediti preskok na nek globalni trg. Seveda, zakaj na globalni trg? CERN dokazano, recimo, ker zahteve CERN-a so takšne, da presežejo te neke industrijske standarde, ampak zahtevajo res nekaj več. Seveda imamo tudi podjetje, ki je svojo zgodbo že začelo, prav z naročili iz CERN-a.
Danes seveda tudi sodeluje pri vodilnih projektih na področju pospeševalnikov, medicinske tehnologije po vsem svetu. Imamo tudi tiste, ki delujejo na področju detektorjev. Zdaj, seveda pomembno je, da delujejo, tako kot sem že rekla, na najvišjih standardih, zaradi tega so ti certifikati, recimo ISO 9001, ISO 13485 in tako naprej, pomembna. Je pa res, da v tem trenutku že cirka 25 podjetij je seveda v tem kolesju CERN-a in pa tudi ESE. Moram reči, da seveda se, bi rekla, ta številka seveda niha. Predvsem, kjer sodelujejo predvsem pri logističnih storitvah in pa vse tisto, kar sem že prej omenjala. Zdaj pa seveda, kot sem že prej omenjala, majhno mesto je CERN, torej kar nekaj tisoč ljudi tam živi. Tako da seveda so dobrodošle tudi storitvena podjetja, ki delujejo na logističnih storitvah, vzdrževanje strojev, naprav, tudi čiščenje prostorov, to specializirano, tudi upravljanje objektov, energetskih sistemov, tudi cateringi, gostinske storitve, prevajalske, oblikovalske, torej ni samo za to visoko tehnologijo, tudi za manjša ali pa srednje velika storitvena podjetja. Zdaj seveda, če še enkrat poudarim, torej tudi ta znanstveni del, kjer že imamo zelo veliko elito znanstvenikov, predvsem iz Inštituta Jožef Stefan, enostavno se uparjajo tudi z podjetji in z roko v roki vsebine peljejo v pravo smer, zato da to naše polnopravno članstvo tudi obrodi sadove znotraj gospodarstva. No, Nejc Gornik, vi prihajate iz podjetja Elgoline, kjer že sodelujete s CERN-om. Ampak preden se dotaknemo CERN-a, za začetek, za vse tiste, ki vas še ne poznajo, nam poveste morda nekaj besed o vašem podjetju. Torej, kakšna je vaša dejavnost, s čim se ukvarjate, koliko zaposlenih imate? Podjetje Elgoline je bilo ustanovljeno leta 1986, kar pomeni, da že skoraj 40 let sodelujemo na trgu tiskanih vezij. Spadamo v skupino dveh podjetij pod enako lastniško strukturo. Drugo podjetje je Intektiv iz Kranja. To je tisto, ki sem ga prej omenil, da sodeluje pa tudi z ESO, Ja. Tako da ste zelo močni na tem mednarodnem parketu. Ja. Samo podjetje Elgoline je locirano v Podskrajniku pri Cerknici. Specializirani smo za hitre izdelave prototipnih tiskanih vezij, manjših serij in pa za fleksibilna tiskana vezja. Medtem na drugi strani pa je Intektiv iz Kranja specializiran za kompleksna tiskana vezja, katere se uporabljajo tudi v vesoljski in pa v vojaški industriji. Koliko sodelujete, recimo, ne vem, koliko prodate na tuje trge, koliko na domače? Verjetno ste z tako visoko tehnološkimi rešitvami usmerjeni precej tudi v tujino, ne? Večino naših izdelkov gre v izvoz, procentualno okrog 70%. Večinoma poslujemo z Nemčijo, Avstrijo, Švico, Finska, Švedska, Hrvaška recimo. V Evropi se srečujemo že v bistvu 20 let z upadom števila proizvajalcev tiskanih vezij. Tukaj so pa večinoma pritiski iz drugih celin in selitve proizvodnje v Azijo. Zaradi tega so zelo pomembni projekti, kot so specialne zadeve za vesolje, za vojsko, konec koncev tudi za znanstvene ustanove, kot je CERN. Ti projekti se večinoma izvajajo v Evropi in to je neka priložnost za evropske proizvajalce. Tako, in to priložnost ste zagrabili tudi pri vas, ne? Koliko časa zdaj že s CERN-om sodelujete? S CERN-om sodelujemo v bistvu že več kot 20 let. Naš prvi stik s CERN-om se je v bistvu odvil preko Inštituta Jožef Stefan. Takrat smo v bistvu začeli sodelovati s CERN-om. Njihovi raziskovalci so bili že takrat del Velikega hadronskega trkalnika. Naš prvi projekt so bili trakasti kabli, posebni dolgi trakasti kabli za eksperiment Atlas.
Takrat smo v bistvu skupaj s strokovnjaki iz inštituta razvili celoten postopek od začetka do konca. Bravo, čestitke za to. Ne? In vsa ta pot do danes verjetno ni bila ravno enostavna, ne? Namreč konkurenca je huda, ne, na tem področju. Sodelovanje s CERN-om pa zahteva verjetno visoko kakovostne produkte in storitve. Zakaj ste se pravzaprav odločili za CERN? Rekli ste, sodelovali ste z inštitutom Jožef Štefan. Ja. V bistvu CERN, samo sodelovanje s CERN-om je za naše podjetje zelo velika referenca. Pričakovanja pri njih glede kakovosti, glede natančnosti, zanesljivosti so izjemno visoka. To nas v bistvu tudi malo prisili, da stalno vlagamo v nove tehnologije, v novo znanje, v izobraževanje zaposlenih. Je pa po drugi strani potem spet tako, da vsa ta vlaganja se potem nekaj poznajo in v bistvu, če uspeš zadostiti CERN-ovim standardom, pomeni, da si v bistvu pripravljen tudi za druge zahtevne projekte. In ostala podjetja oziroma inštitucije to tudi cenijo. Katere ključne korake recimo ste pa morali izvesti v tem preverjanju, ali kako bi rekel, ko ste prišli v stik z CERN-om, ne, in so vas detektirali kot potencialnega partnerja? Kako je potem izgledal to preverjanje kakovosti vaših storitev in pa produktov? Čez kaj ste morali iti? V bistvu, tako kot sem vam prej omenil, prvi naš korak v sodelovanju s CERN-om so bili ti trakasti kabli za hadronski trkalnik. Ti kabli so morali biti izjemno trdni, natančni do najmanjših detajlov in vsakič ponovljivi, se pravi brez odstopanj. To je zelo velik tehnični izziv, katerega smo v bistvu skupaj z inštitutom Jožef Štefan uspešno rešili in v bistvu s tem smo si odprli potem vrata za nove projekte pri CERN-u. Glede same opreme, v bistvu za sodelovanje s CERN-om smo mogli vlagati tudi v tehnologijo, v opremo. Naprimer, investirali smo v lasersko tehnologijo, katera nam v bistvu omogoča tudi preciznejšo izdelavo ostalih izdelkov, ne samo za CERN. V bistvu tam glede laserske tehnologije smo šli tudi še korak naprej. Smo v bistvu prijavili patent za specialno lasersko graviranje izdelkov. Torej to opremo oziroma novo tehnologijo uporabljate tudi zdaj za druge produkte? Še vedno, ja. Še vedno. Ja. Kateri del sodelovanja z CERN-om ali pa poslovanje s tako veliko znanstveno organizacijo je pa najzahtevnejši, recimo po vaših izkušnjah? Kot najzahtevnejši bi izpostavil, se pravi, nenehno učenje in pa stalno vlaganje v nove tehnologije. Tukaj na tem mestu bi rad tudi izpostavil, da brez močne podpore vodstva in lastnikov našega podjetja, kateri so imeli pogum, da so vlagali v razvoj, v nove stroje, v nove tehnologije, sodelovanja s CERN-om sigurno ne bi bilo. In kako to sodelovanje poteka danes? Na kakšen način sodelujete? Kako pogosto se srečujete s tamkajšnjimi inženirji? V bistvu glavni naš stik, komunikacija s CERN-om poteka preko inštituta. Smo bili pa v bistvu letos aprila z ekipo Intektiva in Elgolina v CERN-u na obisku. Tam sta nam organizirala obisk dr. Andrej Gorišek in doktorica Neža Ribarič. Oba dva zasedata pomembne položaje v CERN-u. V CERN-u je v bistvu okrog 10 Slovencev. In dejansko tam smo se sestali z njihovimi nabavniki, razkazali so nam kompletno poslopje oziroma komplet CERN. Imeli smo tudi to čas, da v bistvu smo si ogledali clean room. To je v bistvu zadnja faza, preden gredo sestavljeni izdelki v sam trkalnik pod zemljo. Smo bili pa tudi na ogledu eksperimenta Atlas.
tam gospod Gorišek skrbi, oziroma njegova odgovornost je, da vodi ekipo, ki skrbi za nemoteno delovanje eksperimenta neprekinjeno, v bistvu 24 ur na dan, 7 dni na teden. In v bistvu ta odgovornost gospoda Goriška je neko dejstvo, oziroma tudi priznanje, da slovenski znanstvenik opravlja tako zahtevno in odgovorno nalogo v CERN-u. To je v bistvu tudi ne samo za njega osebno, ampak tudi za celotno Slovenijo, za vse, ki delujejo v tej sferi. Tako neko priznanje in obenem pa tudi promocija, ne, ki jo lahko izkoristimo sedaj, ko smo polnopravni člani. Ne. Kako pa, Nec, je to sodelovanje s CERN-om recimo vplivalo tudi na vaše podjetje, ne, na zaposlene? Verjetno veliko več vlagate tudi v razvoj, v znanje. Ja, v bistvu samo sodelovanje s CERN-om je za podjetje in za zaposlene naredilo nek pozitiven premik. V bistvu, ker gre za eno najbolj znanih in uglednih znanstvenih ustanov na svetu, je že samo dejstvo, da sodelujemo z njimi neko priznanje, velika čast. Je pa po drugi strani tudi velika odgovornost. Referenca sodelovanja s CERN-om ni pomembna samo na papiru, ampak nam v bistvu odpira vrata tudi drugam. To se želim vprašati, kako je vplivalo to na ugled, na prepoznavnost podjetja? Vam odpira to vrata tudi morda pri drugih poslih, izven seveda CERN-a, drugih partnerjev? V bistvu, ko enkrat sodeluješ pri projektih s CERN-om, ko jih uspešno izvedeš, dobiš njihov potrditev, da si pač uradni certificiran dobavitelj CERN-a. Pri nas smo recimo uporabili ta njihov logotip kot official CERN supplier na sejmih, na spletnih straneh, na raznoraznih promocijah. Konec koncev v bistvu pride to upoštev tudi pri iskanju novih kadrov, predvsem za mlade strokovnjake, kateri se spoznajo na področje, to jim je privlačno. Marijana, kako podjetje vzpostavi stik s CERN-om? Kje naj začne? Sprašujem tebe za to, in prej nisem omenil, glede na to, da so sodelavca se tikava, ampak hočem reči, GZS seveda svetuje podjetjem, kako stopiti na to pot. Tako. Zdaj seveda gospa Vanja Bele znotraj Centra za mednarodno poslovanje na Gospodarski zbornici je ta kontakt. Moram pa reči, da imamo zelo močno tudi strateško in dolgoročno že partnerstvo tudi z gospodom Samom Tumo, ki upravlja to funkcijo nacionalnega kontaktnega predstavnika za CERN, to je ILO, tale ILO, Industry License Officer, tako da smo praktično res ves čas z njim na vezi, ampak zdaj seveda najboljše je za to, da se nam javijo, zaradi tega, ker mi nekako ves čas smo v stiku z CERN-om, tudi z raziskovalci, ker vemo na nek način, kaj se dogaja, kaj prihaja, predvsem pa kako podjetja pripraviti za ta vstop. CERN res, da objavlja te razpise, ki so zelo strukturirani, zelo načrtni, imajo tudi vnaprejšnjo časovnico in seveda tudi te tehnične specifikacije in postopke bolj jasno razumemo. Je pa tudi res, da imajo neko, tako kot če se prijavljaš na evropske razpise, različne, ali si Horizon ali Interreg in tako naprej, ima vsako neko specifiko, enako je tudi tukaj. In tle lahko podjetjem seveda pomagamo, zato da predvsem, ker mi zaznamo že pravočasno informacije in tudi prej, ko sem omenjala, skozi nabor regijskih zbornic, ko vidimo, katera podjetja so inovativna, jih lahko tudi povabimo, mogoče nekako usmerimo, da gredo tudi v tej smeri. Mi jih potem ne samo, da jih spremljamo, ampak jim tudi razlagamo, jih prevajamo v nek jezik, tega znanstveni jezik v podjetniški ali pa gospodarski jezik in predvsem, kar je najbolj pomembno, jih pravočasno povežemo z temi priložnosti. Zdaj seveda konkretno pomagamo pri pregledu aktualnih razpisov prek tega CERN Procurement website.
potem tudi ocenimo primernost neke ponudbe ali pa seveda tudi aktivnosti podjetja. Vzpostavljamo tudi kontakte s ključnimi osebami v CERN-u, kot ta neko mirroring, da dobijo tudi neko dodatno ogledalo skozi te tako imenovane procurement officerje. Predvsem pa, kar je najbolj pomembno, da jih pripravimo tudi, da je ta njihov pitch, ali pa tudi njihova predstavitev nekako prilagojena specifikacijam in pa potrebam CERN-a. Seveda pa, kar je neka takšna bolj informativna stvar, organiziramo tudi dogodke, delavnice in tako naprej. Torej, kontakt je potem Center za mednarodno sodelovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije, gospa Vanja Bele. Tako, ona vodi ta oddelek Big Science-a, tako da enostavno ona tudi te stvari uparja. Je pa tudi tako, da gospa Vanja Bele je tudi znotraj sekcije za startup in scale-up podjetja, tako da tudi ta inovativna startup podjetja ima pregled, torej večplastno se lotevamo stvari, tudi skozi regije sem omenjala, ne smem pa pozabiti seveda tudi panožne zbornice, ki tiste že omenjena področja nekako imajo v svoj srčiki in pa domeni svojega dnevnega delovanja, tako da res ta matričnost pristopa, skupaj tako z podjetji, z recimo raziskovalci, enostavno uparja vsebine v pravo smer. Nejc, smo v rubriki seveda poslovni nasveti. Katere 3 nasvete bi dali drugim podjetjem, ki si želijo sodelovati z CERN-om, kako naj postopajo, na kaj naj bodo pozorni, previdni? V bistvu, ko govorimo o sodelovanju s CERN-om, moramo vedeti, da obstaja več različnih poti, kako se podjetje lahko vključi. Naš nasvet v bistvu temelji na naših konkretnih izkušnjah in na naši obliki sodelovanja, katero je raziskovalno v bistvu. Prva stvar, ki bi jo priporočil, je sodelovanje in povezovanje z raziskovalnimi ustanovami, kot je na primer Inštitut Jožef Stefan. Na ta način si lahko podjetja pridobijo izkušnje od začetka najprej na malih projektih, potem pa tudi na večjih, tako kot je recimo sodelovanje s CERN-om. Potem neka druga stvar, nenehno vlaganje v tehnologijo in pa prilagodljivost, tako kot je gospa Marjana na začetku povedala. Manjši smo, bolj smo prilagodljivi, lažje spreminjamo stvari. Kar se tiče vlaganja v tehnologijo, je pa seveda CERN zahteva specifične rešitve, ki so dostikrat ključnega pomena in zato moramo imeti dobro razvit razvojni oddelek in pa fleksibilno proizvodnjo. Potem kot neka tretja stvar, tretji nasvet, je pa potrpežljivost in vztrajnost. Včasih v bistvu od prvega stika s CERN-om do naročila lahko mine tudi več let. In na tej strani je zelo pomembno, da ne obupamo, da smo potrpežljivi. Po drugi strani pa tudi recimo pri prijavah na razpise, če prvi razpis ne prijemo noter, ne obupati. Pejte še drugega. Še druge priložnosti še vedno, ne? Tako. Ja. Super. Kaj bi po vašem mnenju, recimo tudi država, Slovenija, državne institucije, pa ne nazadnje morda tudi GZS, lahko še naredile, da bi bilo to sodelovanje s CERN-om v prihodnje še bolj močno, še bolj aktivno, oziroma kje tudi podjetja bi morda potrebovala dodatno neko pomoč, podporo po vaši izkušnji zdaj? V bistvu, glede same podpore, potrebovali bi v bistvu jasno in konkretno podporo države in njenih institucij, tako finančno kot sistemsko. Če gremo najprej k financam, CERN-ovi projekti pogosto zahtevajo velika vlaganja v razvoj novih tehnologij, v specializirano opremo, izobraževanje. In za mnoga podjetja je to lahko precej velik zalogaj, sploh v začetni fazi, ko ni še nekih rezultatov, stroški so pa visoki. In na tej strani bi bilo zelo koristno, da bi država mogoče omogočila več namenskih razpisov,
subvencij ali drugih oblik pomoči, ki bi podjetjem olajšale ta prvi korak. Potem pa zelo pomembna stvar je pa tudi povezovanje, tako kot je gospa Marjana že navedla. Se pravi, mogoče bi si želeli še več priložnosti za mreženje, za dogodke, za predstavitve, za skupne delavnice, ker bi se podjetja lahko srečala z raziskovalnimi ustanovami, tudi s CERN-om, mogoče neko predstavitev konkretnih projektov, možnosti sodelovanja na ta način. Potem pa še pri iskanju nekih informacij s postavitvijo prvih kontaktov ali pa celo še pomoč pri pripravi na razpise in prijave. Jaz vidim tole kot neko najbolj pomembno. Priložnosti v bistvu za morda nadgradnjo, Marjana. Ja, ampak jaz bi mogoče rekla tudi v tej smeri, da mi kot gospodarska zbornica res veliko stvari ponujamo, ampak zaradi te strukture naših podjetij, ker so pač mikromajhna in srednja velika, je ta, bi rekla, že samo vidik preživetja in to, kar je zdaj lepo bilo izpostavljeno, ta potreba po teh vlaganjih v prvi fazi, zaradi tega, ker je pač tisto tveganje še največje, ampak s tem vlaganjem ti ne samo, da se podkrepiš za to, da vstopaš v CERN ali pa v ESO in s tem tudi pač imaš ta return on investment glede države z vstopom. Pomembno je, da s tem tudi opravnomočijo se podjetja tudi za druge, bi rekla, nastope, tudi na globalnih zahtevnih trgih se vidimo, kaj se dogaja zdaj konkretno tudi na Kitajskem ali pa Amerika, Koreja in tako naprej. Moram pa povedati, da mi seveda že ozaveščamo in gradimo te kapacitete, ampak seveda to je tako, da podjetje, kot je bilo zdaj lepo rečeno, podjetje, vodstvo mora to zaznati kot neko nišo, ker mi veliko aktivnosti delamo prav na ozaveščanju, gradnji kapacitet, vendar pa še vedno številna podjetja sploh niso seznanjena s temi priložnostmi in pa z možnostmi vstopa v te nabavne verige CERN-a ali pa tudi njihove vloge kot takšne. Mi seveda jih naslavljamo, tudi organiziramo delavnice, spletne seminarje, tudi s povezovanje z gospodom Samom Tumot kot našim ILO-om, tudi podjetjem dajemo res praktične smernice, kako se sploh registrirati, ker to je prvi, bi rekla, najmanj boleč korak, ampak s tem si ti, bi rekla, nekako v tem kolesju CERN-a, ESE in na ta način lahko seveda začneš tudi razumevati javna naročila in lepo si izpostavil, da na ta način enostavno, tudi če prvič, drugič, tretjič ne uspe, s tem sploh ne vemo, kakšno si kapaciteto mi znotraj organizacije gradimo, kajti na ta način znamo tudi sebe, bi rekla, nekako kalibrirati v pravo smer. Tako kot sem rekla, mi organiziramo tudi te informativne dogodke, predvsem pa spremljamo javna naročila, in seveda mi tudi kakšno podjetje pokličemo, ampak reče potem, joj, imamo toliko nabav ali pa se ukvarjamo z nečim drugim. Tako da je res to neka vodstvena od zgoraj navzdol odločitev. In pa odločitev je pa tudi na dolgi rok zelo pomembna. Zakaj? Zaradi tega, ker na ta način si atraktiven tudi za mlade, predvsem zdaj govorim tudi po drugih regijah, ne samo tle, ki so v Ljubljani. Pomembno je tudi, da ostale regije skozi res izjemna podjetja, ki jih imamo po vseh regijah, tudi privabljajo te naše mlade kadre tudi s tem nazaj, ohranjajo v svojem okolju. Seveda pa delamo tudi svetovanja, tudi imamo tudi pomoč pri teh prijavah. Torej čisto individualno čisto s podjetji, individualno s podjetji, tako Ja. tistimi, ki imajo seveda interes. Tudi organiziramo B2B srečanja, tukaj moram reči, da spodbujamo tudi, tako kot sem že rekla, inovativnost, inovacije, tudi njih kalibriramo znotraj vsebin, kar je pa najbolj pomembno, promoviramo tudi dobre prakse, tako kot smo že prej omenjali, vsaj 25 podjetij imamo, ki so
že znotraj kolesja, nekatera seveda nočejo tudi nekako se izpostavljati. In pa spet bi poudarila to našo organiziranost kot gospodarske zbornice skozi to matričnost, 13 regijskih zbornic, 25 panožnih zbornic in nekako tudi organiziramo te spletne seminarje. In kar je najbolj pomembno, gradimo skupnost teh dobaviteljev za področje teh big science-a. Zakaj? Ker tudi ne samo CERN, ESA, imamo tudi ITER, imamo ERC, EIC, torej teh platform je več, kar pomeni, da ti, ko se enkrat kot podjetje odločiš za to smer, imaš potem možnosti recimo multipliciranja teh svojih vsebin tudi z različnimi organizacijami. Tako. Kar je pa najbolj pomembno, tudi na ta način jih mi promoviramo, ko organiziramo te skupaj seveda z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport in njihovo agencijo Spirit. Seveda, ko se skupaj partnerstvo seveda tudi z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve, ko se uparjamo kot partnerji, kot ena, bi rekla, kot en skupni ekosistem, seveda tudi promoviramo potem tovrstna podjetja, tudi na tretjih trgih, tako da na ta način že odpiramo tudi vrata našim podjetjem. Seveda ni nujno, da so ta podjetja z nami na teh delegacijah ali pa na določenih sejmih, je pa res pomembno tudi to, da obstajajo tudi Big Science forumi. In zdaj res gospa Vanja Bele se trudi, da bi naredili za naslednje tovrstno srečanje, ki bo na Nizozemskem, da bi pa šli skupaj kot Slovenija se predstavljati, da bi imeli skupni slovenski paviljon in seveda na teh mednarodnih, s to mednarodno prepoznavnost tudi z našim katalogom inovacij vsako leto in pa seveda tudi, kar je zelo pomembno, ker ne smemo pozabiti, tudi naše sejme, ki jih organiziramo mednarodne v Sloveniji, ne samo, da naša podjetja ven peljemo, seveda je slovensko gospodarstvo zelo izvozno orientirano, ampak vseeno je pa pomembno tudi, da naše sejme in pa tudi privabljamo tuja podjetja v Slovenijo in takrat podjetjem, ki so že v teh kolesjih CERN-a, ESE, dajemo priložnost, pa ne smem še pozabiti, se opravičujem, ampak res veliko delamo. Tudi aprila 2023 smo podpisali, bili smo iniciatorji in smo podpisali tako z vlado, kot tudi s KOSRIS-om in rektorsko konferenco, kar pomeni tudi akademski, ne samo raziskovalni del, smo enostavno to uparili kot neko res zgodovinski pečat in podpis za razvoj in blaginjo Slovenije. Sporazuma, ne? Tako, to je bil zgodovinski sporazum. Tako. Gospodarstvom in raziskovalnimi institucijami. Ne? Tako, kjer smo bolj naslavljali prav to dolino smrti, tako zato, da naši raziskovalci, ki se tudi zelo trudijo, tudi potrebujejo infrastrukturo na eni strani in pa seveda na drugi strani tudi podjetja, ki skozi inovativnost in pa seveda moramo vedeti, da inovativna podjetja so tista, ki že nekaj prodajo. Torej ta del tudi prodaje našega znanja je zelo pomemben, ne samo raziskovanje in pa publiciranje, kar seveda sodi znotraj obeh plati, ki jih potrebujemo za to, da smo uspešni in prepoznavni v svetu. Nec, morda za zaključek, kakšni so vaši načrti za prihodnje sodelovanje s CERN-om? Se boste tukaj ustavili oziroma ustalili ali gre razvoj naprej? V bistvu razvoj gre naprej. Slovenija je pred kratkim postala polnopravna članica CERN-a in v podjetjih si želimo to priložnost čim bolj izkoristiti. Želimo si nadaljevati sodelovanje, ga še nadgraditi. V bistvu s polnopravnim članstvom smo dobili nek neposredni dostop do razpisov, partnerstev, sodelovanj, kar je v bistvu povsem nova dimenzija možnosti. Želimo si še naprej uspešno sodelovati z inštitutom,
kar je v bistvu ključna stvar pri tem sodelovanju tudi s CERN-om. In pa ja, pač preko CERN-a bi si želeli nadaljevati utrjevanje našega položaja v evropskem in tudi globalnem prostoru. Na ta način lahko skrbimo za krepitev ugleda podjetja, iščemo nove priložnosti in v bistvu poskrbimo za ustvarjanje okolja, ker bodo tudi naši zaposleni lahko rasli skupaj s podjetjem. Marjana, morda ne bo tvoja zaključna misel, oziroma vprašanje, kako pa ti vidiš pač prihodnost tega partnerstva, pravzaprav zdaj ga šele dobro začenjamo, ne? Ja, jaz absolutno verjamem v to vrstna partnerstva, ker takrat, ko si, jaz sem tudi izvršna za strateški razvoj in internacionalizacijo, to so strateške vsebine, tukaj se piše naša prihodnost. In vem, da so slovenska podjetja sposobna še veliko več, kakor si drznejo, in verjamem, da tudi z partnerstvom z gospodarsko zbornico in s tem tudi, jaz rečem, družbeno odgovornim dejanjem, če si član gospodarske zbornice, lahko sežemo, tako kakor smo že slišali, v globine skozi CERN-ove, bi rekla, postrojenja, in pa seveda tudi v nebo skozi ESO, in pa veliko vsebin je tudi tukaj. In verjamem, da ta predvsem etični način našega vstopanja v prihodnost, lahko samo na takšnem načinu partnerstev in z našimi podjetji, torej gospodarstvom, na drugi strani akademsko, raziskovalno sfero, tudi vlado, in pa seveda z nami kot podpornim okoljem, kot gospodarsko zbornico, ne nazadnje to nacionalna zbornica, 174 let, in mislim, da v tem partnerstvu in da se povežemo, lahko prebijemo veliko stvari. Tako, naj bo tako, draga Marjana Majrič, dragi Nejc Gornik iz podjetja Elgoline, lepa hvala obema za obisk v našem studiu, za deljenje vaših izkušenj, te poti sodelovanja s CERN-om, in se srečamo ponovno čez kakšno leto in upam, da takrat bomo govorili in predstavili še večje rezultate tega sodelovanja slovenskega gospodarstva z obema mednarodnima organizacijama. Hvala lepa za obisk in srečno. Hvala. Hvala.